Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije Jaz, kjer za vas pripravljamo zanimive oddaje z zanimivimi gosti. No, tokrat pa nas je v studiu obiskal predsednik Državnega sveta, gospod Marko Lotrič. Lepo pozdravljeni v našem studiu. En lep pozdrav tudi seveda vam, vsem gledalkam in gledalcem. Torej, v teh dneh ste na obisku v deželi ob Muri. Pa morda za gledalke in gledalce, ki vas tako ne poznajo, začeli ste se poslovno pot z umerjanjem tehtnic. Zakaj ste se odločili za to vrsten posel? Seveda izvira vedno pri meni iz stvari, ki jo poznam. Namreč v teh leta 1985 tam okrog sta država Jugoslavija in pa Kuba sklenili nek sporazum o dobavi laboratorijske opreme iz Jugoslavije na Kubo. Tako je Sloveniji pripadala neka kvota pri izdelavi elektronskih in mehanskih tehtnic, ki je bila porazdeljena med tehtnico Železniki, Lebelo Celje, in potreba pač po dobavi teh tehtnic je pomenila, da je takrat podjetje potreboval ljudi, delovno silo, ki bi te naprave tudi naredila. In evo, pristal sem v teh vodah, v meroslovnih vodah, in od leta 1985 do 1990 sem takrat ostal potem na tem delovnem mestu. Takrat so se že začeli premiki okrog samostojnosti in nekako ta pozitivna energija, neka čustveni naboj nas je pa, bom rekel, takrat usmeril veliko nas v ustanavljanje svojih podjetij, svojih SP-jev. Kako je to recimo delati na tem področju tehtnic? To je recimo za nas nekaj čisto posebnega, to vrstnega posla tukaj ni v naših krajih, no? Da ste nekako prišli v ta posel s tehtnicami. Pa mogoče res na prvi pogled ne obstaja masa tega. Pa vendarle, ko se človek poglobi, je tako kot žitnim poljem. Vse nekaj valovi, ne vidi se količine, ampak ko pa pobliže pogledaš, pa vidiš vsak zrn. In tako je približno tudi z merili. Praktično ni podjetja, ki nekaj proizvaja, pa da nima meril, tehtnic, pipet, metrov, temperature. Skratka, tega je na končni fazi kar veliko. Ampak v tem poslu ste potem šli samostojno pot, bili koliko, 30 let imeli svoje podjetje, potem ste pa to, mislim, da za 60. rojstni dan predali naslednji generaciji. Ja, imeli smo dober plan, načrt, naredili tudi družinsko ustavo, kjer smo se dogovorili, na kakšen način bova skupaj z ženo Mojco to zadevo predala naprej trem otrokom, Maja, Katja in pa Mitja. In moram reči, da nam je na koncu ta družinska ustava, ki nam jo je pomagal zgraditi Ernst Young oziroma EY, gospa Mojca Emeršič je bila, bom rekel, prava svetovalka, prava psihologinja tudi v vašem koncu v Radencih. Smo dokončno se takrat dogovorili, ker to je proces leta in pol, in potem ta zaključni nek sestanek, brainstorming je prinesel do tega, da smo, bom rekel, vse čustva pri sebi nekako uredili, uskladili in da smo se strinjali, ker vendarle je treba podpisati, se pravi, oporoko, in dokler časa jo podpisuje najstarejši, je to sprejemljivo, ko pa jo to podpisuje 20-letnica brez partnerja, brez kakršnega koli otipljive prihodnosti, če smem tako reči, je pa zelo težko, oziroma da se že vnaprej odpoveduje vsemu, kar bo imela v življenju. No, to je bila ena taka, bom rekel, močna izkušnja, ki nas je kasneje, se pravi pred 2 leti, pripeljala do tega, da smo to, bom rekel, investicijo v razgovore, investicijo v pogovore potem tudi z zaposlenimi, ključnimi kupci, ključnimi dobavitelji, bankami, zavarovalnicami, vse skupaj je pripeljala do to, da je bil prehod sorazmerno, dajmo reči, nam bom rekel enostavno, ampak bistveno lažji, kot če se prej ne bi pogovarjali, ko bo enkrat nastopil čas za prenos lastništva in upravljanja
podjetja. No, s tem dejanjem ste pa potem v svojem življenju obrnili naslednji list in ste vstopili v državni svet. Zakaj? Možnost kandidiranja članov državnega sveta ima tudi zbornica ZDOPS, Združenje delodajalcev, obrti in podjetnikov. Ker sem bil član in v tistem času tudi, bom rekel, nekako so me povabili k upravljanju tega združenja, kot predsednik tega združenja, sem dobil to možnost v nadaljevanju, da lahko kandidiram za mesto v državnem svetu. In nekako brez nekih večjih pretresov se je ta zgodba zgodila, torej sem bil izvoljen v državni svet kot član in pravzaprav do takrat ni bila to neka huda odločitev, ker se pravi svetnik kot tak, to ni profesionalna funkcija, on upravlja redno delo in hodi na seje. In tudi z mano je bilo tako. Vendarle pa en četrtek pred ponedeljkom, ko so bile volitve za predsednika državnega sveta, so se pa vse, ali pa smo se pa vse gospodarske zbornice v Sloveniji, vsi tisti, ki imajo svoje predstavnike seveda v državnem svetu, poenotili, da me interno predlagajo za mesto predsednika državnega sveta in takrat se je pa zgodba začela zares, seveda z obljubo, da bom besedo držal, da ne bom naredil potem koraka nazaj, preklical recimo svoje odločitve. Smo bili čez tisti vikend precej aktivni, se malo poklicali med sabo in kandidatura je potem v drugem poskusu uspela. A je državni svet brez zobi tiger, kot to slišimo po medijih? Ne, zagotovo ne. Čeprav bi se eni želeli, da bi bil. In ker ste od državnega sveta slišati, da nekdo nekaj ni prav naredil, se pravi, ni sprejel zakona, ki bi bil skladen z zakonodajnim postopkom, z zakonodajo samo, z ustavo, to ni prijetno. In ravno glas državnega sveta je tisti, ki daje parlamentu oziroma državnemu zboru, recimo z vetom, en time-out, da premisle, ali je sprejel zakon v pravi obliki ali bi ga moč bilo popraviti. Nažalost, v vseh 20 primerih v tem mandatu državni zbor ni premislil, ampak je samo glasoval. In zaradi tega se mi zdi, da zakonodaja je slabša, bistveno slabša, kot v primeru, če bi odgovoril državni zbor državnemu svetu na način, ja, imate prav, v teh točkah bomo mi popravili zakon. Ampak, če smem sam dopolniti, seveda smo se potem obrnili tudi na Ustavno sodišče. In Ustavno sodišče nam je pa že v parih primerih dalo prav, se pravi, da smo razmišljali prav, se je že zakonodajno-pravna služba državnega zbora ocenila, da določen zakon ni šel v pravo smer. Sedaj, mislim, da sedaj aprila bo na dnevnem redu državnega zbora ta novi zakon o medijih. Se tudi že pri vas kaj o tem zakonu govori, kajti ta zakon vedno dviguje veliko prahu. In vemo, da ga imamo tega obstoječega že 20 let. Vse vlade so poskušale, oziroma večina vlad je poskušala spremeniti to medijsko zakonodajo, tudi ta jo poskuša sedaj. Kakšno je mogoče vaše mnenje pri sprejemu te nove medijske zakonodaje? Če bo nova medijska zakonodaja šla v smer, kjer bo dala moč svobodi govora, potem bo zelo enostavno medijska zakonodaja dobra. Ker pa seveda tudi smo jo imeli dvakrat zdaj že, o njej smo razpravljali na različnih komisijah, če tako rečem, znotraj državnega sveta. Enkrat smo jo imeli celo že na dnevnem redu, pa smo jo umaknili. Pomeni, da se nekaj dogaja, kar ne gre v to smer. Zdaj, govori se celo toliko daleč, da bodo lahko sankcionirani oziroma tisti, ki nekako želijo sporočati javnosti preko svojih socialnih omrežij, svojim privržencem, svojim sledilcem, določeno temo. In kolikor bo nekdo
ne vem, se ne bo strinjal, bo malo pokritiziral, bo mogoče napisal še celo kakšen neprimeren stavek. V tem primeru bo ta oseba, ki je to objavljala, enostavno kar kriva za to, da se je nekdo nekaj napisal. In to v 24 urah odstraniti. Zdaj ne mi pa nekdo pove, kako je to sploh mogoče, kako sploh lahko slediš vsem tem, bom rekel, nekim odzivom na socialnih omrežjih. Jaz mislim, da se s tem ne bo izboljšal neki javni diskurs, ampak bo pravzaprav hotel vse tiste, ki želijo razmišljati in želijo pokazati samo ogledalo nekomu bistveno prikrajšan. Kako gledate na trenutno stanje medijev v Sloveniji? Včasih se vprašam, zakaj pa je razcvet socialnih omrežij, zakaj je razcvet podcastov, zakaj je razcvet regionalnih televizij, radijev, zakaj do tega pride. In po nekih statističnih podatkih potem kar na lepem do danes neprepoznavni ali pa manj prepoznavni mediji po številu gledalcev prehitijo nacionalno televizijo, recimo. Ja, zakaj? Zaradi tega, ker iščejo ljudje verodostojno informacijo in te verodostojne informacije se izgubljajo. Lahko rečem, da je zelo težko državnemu svetu, predstavnikom, članom državnega sveta prideti v neke redne oddaje, čeprav se prenaša seja državnega sveta, ampak potem za določena mnenja si prizadevamo, ampak zaenkrat s parimi izjemami zelo težko pridemo v program povedati, kaj delamo, kaj bi mi spremenili. Kako se vam zdi ta zgodba, ki jo mediji, ne vsi, ampak večina medijev nekako ves čas vrti, ta Milan vs. Janez? Ta dva gospoda, ki sta že, bom rekel, v tem krogu že od osamosvojitve naprej. Kako gledate na to zgodbo? Ja, se vemo, zdaj zgodbe brez pisatelja ni. Potem, če še najdeš založbo, da to knjigo, bom rekel, v dobršnem številu, v veliki nakladi razdeli med ljudi, potem beremo to zgodbo. To se pravi, da zelo enostavno bi bilo, pa se ni treba o teh dveh fantih prav veliko govoriti. No, ampak če gledamo to situacijo politično, ki se dogaja, pa če pogledamo v zadnjih 10 let, ali pa mogoče več, je večni Janez na desni strani. In ta Janez na desni strani je odličen za Milanove na levi strani. Kajti na levi strani vedno potem sproducira na vsake volitve neke nove kandidate. Ali je bil to najprej Pahor, te je bil Janković, te je bil Cerar, te je bil, zdaj nazadnje je bil Golob, njim odgovarja. Šarec je še bil vmes, Ja, po drugi strani pa to tudi Janezu odgovarja, ker je vedno kontrapol. Pa ni to neka igra potem na nekem, če bi lahko rekli, na nekem odru, kjer igrata oba. Drugih pa zraven ne pustijo. Potem pa rezultat pa imamo državo takšno, kot jo imamo. Ja, poglejte zdaj, ko se pa vprašamo ljudi, kako živimo, kako nam recimo pada standard, to pomeni, pridemo v trgovino, nas čaka isti izdelek, jutri dražje. Ko gremo danes v vrtec, peljemo otroka, plačamo naslednji mesec večjo položnico. Imamo starše v domu ostarelih, zopet ravno se dražijo. To je pa potem posledica tega, ker imamo prevelik fokus samo na dveh gospodih in širša javnost in volivci se ukvarjamo in ukvarjajo, bom rekel, v tem primeru, bom rekel, z nepomembnimi zadevami, ukvarjati se moramo s programom. Kaj bomo naredili s to državo, kaj bomo naredili s temi ljudmi. Ampak kako prebiti to blokado? Drugače, sam ocenjujem, da sorazmerno enostavno z uveljavitvijo pokrajin. Na ta način bi mi dobili 8 ali pa od 6 do 10 nekih centrov v Sloveniji, lahko rečemo regij, pokrajin, ki bi imeli svojega, v Avstriji rečemo temu, deželnega glavarja. In verjetno vseh teh 8 ne bi prihajali iz iste politične stranke. Denarja, ki bi ga pa morali iz države spustiti na regionalni nivo,
bi na ta način dosegel bistveno več ljudi, se pravi, bistveno več projektov bi prišlo za ljudi. Odprl bi se prostor evropskemu denarju. Danes evropski denar, vidimo zadnje podatke, kohezija 0 počrpanih evrov, načrt za okrevanje in odpornost 1/3, za primerjavo Hrvaška 2/3. Denar nas čaka v Evropi, mi tukaj le nimamo projektov. Zakaj? Ker so prostorski načrti, plani, se pravi trajajo. Slovenska Bistrica za en primer 14 let, ravno tako na vašem koncu v pokrajini, ravno zato prihajamo pravzaprav v pokrajino, da iz prve roke slišimo, kakšne težave imajo. In če ni projektov, če ni umeščanja v prostor, potem tudi ni evropskega denarja, ker ga nimamo za kaj porabiti. In zaradi tega mi potrebujemo pač pokrajine. In na ta način bi se, ker bi se denar preselil iz vladnega nivoja na pokrajinski nivo, bistveno zmanjšal vpliv tudi različnih predsednikov oziroma političnih strank. To mu zagotovo velja. Prihajate iz gospodarstva, pa imate zagotovo bolj globi pogled, kaj se dogaja, pa morda vaš pogled, kaj se res dogaja na področju gospodarstva, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Ja, zdaj te spremembe, zaostrene razmere na globalnem trgu, v globalnem svetu, so zagotovo kritične, ne. Dogajajo se nam praktično že 5 let stalno same krize. Smo imeli krizo covida, pa je potem nas udarila v soseščini vojna, danes se srečujemo z carinami Združenih držav Amerike oziroma tako imenovanimi Trumpovimi carinami in vse skupaj sili, bom rekel, vsakega posameznika, vsako državo posebej, da bi se zaščitila proti tem nevarnostim. In zdaj, kako pa zaščititi Evropsko unijo pred temi globalnimi težavami, grožnjami, je pa v tem, da Evropa mora ostati enotna. Mora ostati enotna predvsem ta trenutek na 2 področjih, to so jasen enoten odgovor na področju carin in pa jasen odgovor na področju varnosti. Tu, če Evropa ne sledi enotnosti, bomo izgubili vsi. In ob tem, bom rekel, je pa res sprenevedanje vlade, ko se ukvarja sama s sabo oziroma koalicije. Namesto, da bi reševala tiste težave za ljudi in podjetja, ki bi nam prinašajo, rekel, ugodno poslovno okolje, kot recimo, lejte, v tem obdobju parih let smo bili deležni v zadnjem 18 zakonov, ki so šli neposredno v zmanjševanje plač zaposlenim, neposredno so zmanjševali pogoje poslovanja podjetjem in neposredno so šli v zmanjševanje konkurenčnosti podjetij na tujih trgih. Verjetno ne bo presenečal podatek, ravno danes je bil povedan, da se krivulja nezaposlenosti že dviguje. To je velik alarm in največ ljudi je izgubilo službe v proizvodnih obratih oziroma podjetjih. Torej, na področju industrije, kjer je Slovenija tradicionalno, evropsko gledano, med 3 najbolj industrializiranimi državami. To je naša prednost, to je tako kot za Hrvaško turizem, recimo. In mi moramo spodbujati, da ljudje ostanejo v teh dobavnih verigah avtomobilske industrije. Ne, ni se ustavila, avtomobili se še kar proizvajajo in to, kolikor Slovenija svojo avtomobilsko industrijo lahko zagotovi, ta, bom rekel, seveda vpliva zmanjšanje naročil, pa vendarle mi imamo še toliko prostora že v sami Evropski uniji, kaj šele navzven. Mi moramo iti v dobavne verige tudi ostalih centrov moči na svetu. Kitajska, na primer. Mi iz Kitajske uvozimo za 7 milijard, 6,9 milijard, izvozimo pa samo za 250 milijonov. In vsi se prizadevamo na kakšen način vzpostaviti te dobre odnose. In tukaj je pa poklicana država, da ustanovi svoj dober ekonomsko središče, recimo v Pekingu ali pa v Šangaju ali kjerkoli, in potem seveda z državo se dogovori o tudi
povečanem izvozu na njihovo tržišče. Kaj se bo dogajalo recimo letos ali pa v naslednjih letih z gospodarsko rastjo recimo v Sloveniji? Bo šlo navzgor, dol ali bo stagniralo? Gospodarska rast je v Sloveniji pač odvisna največ od izvoznikov. Seveda, če izvozniki dobro delajo, dobro izvažajo, potem nam zagotavljajo na dolgi rok neko rast, stabilnost. Seveda in tudi v kakšnih takih kratkih, recimo časovnih obdobjih, kakšnega leta, potem tudi domača potrošnja lahko nadomestijo gospodarsko rast, tudi investicije. Ampak nažalost trenutno nam kažejo, da smo investirali v Sloveniji bistveno manj kot povprečje Evropske unije, manj kot Hrvaška. In zanimivo, danes se predvsem želimo pogovarjati, kje je Hrvaška, kje je Slovenija. Še pred parimi leti nam je bila vzor recimo Nemčija. Skratka, naša konkurenčnost, naše poslovno okolje ni več primerljivo z Zahodom, mi se že radi primerjamo z vzhodnimi državami, če tako rečem, Evropske unije. To pa mislim, da ni najboljša primerjava in popotnica za naprej. Se še lahko z Nemčijo primerjamo, glede na to, kaj se v zadnjih letih v Nemčiji dogaja? Primerjamo se lahko najprej pri talentih. Jaz mislim, da imamo ljudi, da ima Slovenija premore ogromen potencial pametnih ljudi, če tako rečem, izobraženih ljudi, pripravljenih, da svojo energijo usmerijo, se pravi, kjerkoli jih potrebujejo za primeren denar. In to je naša največja konkurenčna prednost. Mi nimamo nobenih surovin, razen gozda praktično, pa še tega ne znamo pravilno izkoristiti, kakorkoli. Drugih potencialov nimamo rudnin, nimamo zlata, da bi ga kopali. To se pravi, mi imamo izvorno prednost samo pri ljudeh. In zato je treba vso zakonodajo pač napisati na način, da spodbuja večje plače, na način, da spodbuja delo se mora splačati. Poštenost pač mora biti nagrajena. Naši ljudje odhajajo v tujino s trebuhom za kruhom. Smo v naših krajih, tu v Pomurju je ogromno takih, pri vsaki družini je nekdo, ki dela v sosednji Avstriji. Torej, dobri kadri nam odhajajo v tujino. Malo sem omenil prej povprečno plačo v Sloveniji, povprečno plačo v Italiji. Nič boljše, nič slabše ni v Avstriji, k mičemu so v Avstriji še boljše plače. Ampak vsa naša želja, da država postane vitkejša, pomeni, da ne potrebuje toliko denarja, ker bi za svoje delovanje lahko uporabili moderne pristope digitalizacije, umetne inteligence. In na ta način potem država lahko spusti obremenitev bruto plač in ko se to zgodi, seveda se pozna to v denarnicah ljudi. In zagotovo 540 evrov na mesec, danes pri povprečni plači, bi kar nekaj pomenil. Potem bi se že nekdo vprašal, ali se me splača za potem razliko 300-400 evrov še hoditi v Avstrijo ali ne. Omenili ste digitalizacijo. Ste za to, da se ohrani gotovina ali ste za to, da gre vse v digitalizacijo, tudi denar? Gotovina mora ostati. Šli ste tudi v politiko, torej ustanovili ste stranko Fokus. Ja. Kako to, da ste se... Če človek nekako razume, je državni svet na pol vstop v politiko, ne? Ampak ko pa človek ustanovi stranko in postane predsednik, je pa vseeno potem to vstop na politični parket. Kako to, da ste šli ta korak naprej v svojem življenju? Ja, sem zdaj v teh 3 letih, 2,5, en velik vpogled v politiko, kako se dogaja, kje se politika dogaja in če mi želimo spremeniti trenutno situacijo, katero smo zdaj opisala v tem razgovoru, se ne spreminja ne v podjetjih, ne za šankom, ne na prireditvah, spreminja se v parlamentu. Spreminja se v državnem zboru, spreminjajo vlada. In zato, če hočemo nekaj spremeniti in to sam absolutno
želim spremeniti in skupaj s svojimi sodelavci in sodelavko, predvsem sodelavcami. Tukaj bi rad res izpostavil dr. Moniko Kirbiš-Rojs, kjer ona je ena res velika strokovnjakinja na področju regionalnega razvoja, kohezije, in skupaj z njo sva pripravila izhodišča, program stranke, kjer je pravzaprav ta program pokazal smer in pa, kot bi rekel, magnet za ljudi, zato ima zelo dober odziv. Kdo je vaša ciljna skupina, torej koga boste nagovarjali, da vas ne obkrožijo na volitvah? Ker sam prihajam iz obrtništva, začel sem v garaži ženjenih staršev pred 34 leti, je zagotovo skupina obrtnikov, podjetnikov, ljudi, vseh ljudi, ki podjetniško razmišljajo. Seveda pa imamo tudi sekcijo starejših, sekcijo mlajših, ne gre pozabiti, ampak primarno pa vemo, koga bomo potem tudi seveda zagovarjali v državnem zboru. Torej, kot rečeno, nam je blizu obrtništvo, podjetništvo. Kakšni so kaj cilji za prihajajoče volitve, ki bodo sicer drugo leto, ampak vseeno niso tako daleč stran, še leto dni? Ja, gledajte, trenutno se vzpostavlja regijske koordinacije. Praktično imamo ustanovljene, 8 je regij, kar se tiče volilnih regij. To pomeni, da smo pokrili celotno Slovenijo. Mrežo nadaljujemo že na nekaterih regijskih koordinacijah z ustanovitvijo volilnih okrajev in ti volilni okraji zelo dobro delujejo. Torej, ta mreža, ki je potrebna za zdravo rast stranke, se vzpostavlja. Ocenjujem, da bomo uspeli zgraditi to mrežo v roku, ko je potem potrebno nastopiti na volitvah, da bomo imeli 88 kandidatk in kandidatov za volitve v državni zbor. Seveda, vekolikor bodo volitve redne, se to pričakuje čez leto dni, vekolikor se bo pač vladajoča koalicija odločila za predčasne volitve, so lahko to prej. Ampak samimi volitvami trenutno se ne ukvarjamo, zaradi tega, ker nam je v fokusu najprej ustanovitev lastne mreže, da pridemo s svojimi idejami, s svojimi predlogi do vsakega posameznika v Sloveniji. Na ta način bo naš glas šel naprej. Zakaj ste dali stranki ime Fokus? Poglejte, ime stranke je bil, oziroma vrednot, ki jih stranka zagovarja, je bil na začetku lokus. To je bil, poimenovali smo jo tudi kot Liberalna unija Slovenije in sicer Liberalno-konzervativna unija Slovenije. Namreč zagovarjamo vrednote, ki temeljijo na liberalnih vrednotah, tradicionalnih vrednotah in humanističnih. In zagovarjamo javno šolstvo, javno zdravstvo, zagovarjamo demokracijo, zagovarjamo delo se mora splačati, lastnina je stvar posameznika, nedotakljiva, prosta gospodarska pobuda, spoštovanje človekovih pravic, pravic invalidov, otrok. Skratka, to so pluralizem, svoboda, medijska svoboda, o kateri sva govorila. To so vrednote, ki jih mi zagovarjamo. In ko smo se potem iz te osnovne ideje lokusa razvili in razmišljali, kaj pa in na kakšen način bi pa mi poimenovali stranko, smo v bistvu zamenjali samo prvo črko in dejansko zadeli žebljico na glavico, ker fokus, in če ima človek fokus, potem bo dosegel nekaj v življenju. Ne. In mi se v fokusu zbiramo ljudje, ki smo v življenju nekaj naredili, ki smo nekaj dokazali s svojim delom in verjamem, da nam ljudje zaradi tega lahko tudi zaupajo.
Gospod Marko Lotrič, hvala lepa za zanimivo debato in hvala lepa za obisk našega studia. Hvala lepa za povabilo.